Vsakršno prizadevanje za mir je plemenito, pa kakorkoli se že izrazi. S pohodi, z združevanjem, z gesli, poslanicami, gestami, pozivi, z vsakršnimi miru posvečenimi dejanji in tudi z vsemi miru posvečenimi besedami. Torej tudi z besedami, kakršne bo z nami delil slavnostni govornik današnjega dogodka, profesor dr. Dušan Plut, geograf in ekolog, civilno-družbeni aktivist, prepoznaven in dosleden borec za varstvo okolja in uveljavitve modela trajnostnega razvoja, član predsedstva Republike Slovenije med leti 1990 in 1992. Spoštovani slavnostni govornik, prosim. Spoštovane in spoštovani, iskrena hvala za povabilo in priložnost, da spregovorim na tradicionalnem svetovnem in vseslovenskem veteranskem pohodu za mir. Mavrica sestave prisotnih slovenskih veteranskih organizacij sega od spoštljivega ohranjanja vrednot borcev narodno-osvobodilne borbe do osamosvojitvene vojne. Zato je Zveza slovenskih veteranov tista, ki ima izrazito poudarjeno moralno pravico, da na osnovi tudi lastnih vojnih izkušenj in njenih tragičnih posledic javno zastavi svoj glas za svetovni mir in hkrati za zdrav planet. Če kdaj je v teh večplastno kriznih globalnih razmerah skrajni čas za miroljubne odnose med narodi in državami sveta, pa tudi za mir, za sožitje in sobivanje človeške vrste in drugih zemeljskih vrst, torej za ohranjanje žive in nežive narave. Zgolj hkratna rešitev obeh globalnih problemov je po mojem skromnem mnenju najbolj urgentna in najbolj zahtevna naloga vse bolj soodvisnega človeštva. Po skupnem kazalcu porabe naravnih virov in obremenjevanja okolja človeštvo potrebuje že 1,7 planeta. Bogate države, vključno s Slovenijo, pa najmanj 3 zemlje, imamo pa seveda zgolj eno. Rušilne posledice podnebnih in drugih okoljskih sprememb nas obenem dobesedno silijo, da na končnem planetu nemudoma začnemo pospešeno spreminjati tradicionalni ekonomski model stalne rasti rabe naravnih virov, ki več ne sme biti temelj dviga blagostanja in socialne države. Druga naloga pa je vsebinsko razširiti sisteme in prioritete globalne, nacionalne in človeške varnosti. To v tem trenutku v prvi vrsti velja za katastrofalne človeške, okoljske in denarne posledice avgustovskih poplav in zemeljskih plazov v Sloveniji, kar na tretjini njenega ozemlja. Izjemne avgustovske hudourniške poplave so posledica s strani dejavnosti človeka proizvedenih toplogrednih plinov in s tem pospešenih ekstremnih vremenskih in podnebnih procesov. Vendar so hkrati na drugi strani letošnje velike poplave tudi posledica poosamosvojitvenega, finančno podhranjenega in zanemarjenega urejanja vodnih tokov ter prepogosto neodgovorne gradnje celo v območjih rednih poplav. Ponovno izpričani in veliki in hitri solidarnosti ter izjemni požrtvovalnosti množice organizacij, številnih državljank in državljanov po poplavah mora jasno in nedvomno slediti ustrezna, sonaravno zasnovana državna in občinska, prostorska in druga politika. To mora dosledno preprečiti nove gradnje v poplavnih območjih in zagotoviti sonaravno zasnovane protipoplavne ukrepe. V posameznih primerih
pa bo treba pogosto preplavljene in sedaj poseljene površine prepustiti razlivanju poplavnih voda, kot je že bilo v preteklosti. Problematiko celovite zaščite pred poplavami bi bistveno lažje reševali, če bi slovenska državna in občinska politika bila končno voljna in sposobna ustanoviti pokrajine, kjer bi pri določevanju njihovih meja morali upoštevati tudi razvodnice porečij. In druga plat. 24. februarja 2022 se je svet soočil še z vojaško krizo, tokrat sredi Evrope. Prišlo je namreč do obsežnega vojaškega napada jedrske Ruske federacije na suvereno mednarodno priznano Ukrajino, ki se je po razpadu Sovjetske zveze prostovoljno odpovedala jedrskemu orožju. Ruska vojaška invazija na Ukrajino je tako sledila nekaterih s strani OZN prav tako nedovoljenih, neodobrenih preteklih vojaških posegov Zahodne vojaške zveze oziroma NATO pakta. Brutalna agresija Rusije pod vodstvom Putina seveda nima nobenega moralnega opravičila. Kljub nekaterim spornim preteklim potezam političnega vodstva Ukrajine in NATO pakta. Kristalno jasno je, kdo je agresor in kdo žrtev vojaške agresije. Pri tej vojni ni možno biti nevtralen. To pa nas ne odvezuje, da po svojih močeh glasno in odločno apeliramo za čim prejšnje dokončanje vojne v Ukrajini, za uporabo diplomatskih in drugih nevojaških mehanizmov. Vojna sredi Evrope ponovno smrtonosno opozarja na strukturno nesposobnost svetovne in evropske varnostne politike. Pravica do veta, ne samo Rusije, kot je bilo pred kratkim rečeno, ampak vseh stalnih članic OZN, je eden od ključnih razlogov omrtvičenega varnostnega delovanja Organizacije združenih narodov, na kar je pred kratkim upravičeno opozorila tudi predsednica slovenske države. Svetovna organizacija že desetletja ni sposobna preprečiti, končati in kaznovati uporabo vojaške sile za napad na drugo državo. Drži, napadana Ukrajina potrebuje in zasluži vsestransko mednarodno finančno, humanitarno in obrambno vojaško pomoč. Slovenija, ki upravičeno pomaga Ukrajini, pa ima, poudarjam, moralno pravico, da se samostojno, brez kakršnega koli zunanjega pritiska, odloči, katero obliko pomoči bo izbrala. To naj bo v skladu z našimi možnostmi nudenja pomoči in v skladu z ustavnimi zavezami. 124. člen Slovenske ustave o obrambi namreč vsebuje tudi naslednje. Pri zagotavljanju varnosti izhaja država, torej Slovenija, predvsem iz mirovne politike ter kulture miru in nenasilja. Tako zasnovana ustavna obrambna podstat celotno slovensko politiko obvezuje, da ob potrebni pomoči napadeni državi hkrati poudarjeno apelira zlasti na evropsko politiko, da na mednarodnem diplomatskem polju stori vse,
za takojšnjo prekinitev vojaških spopadov, za konec prelivanja krvi v Ukrajini kot predpogoja za vse naslednje mirovne korake. Uspešno pridobljeno nestalno članstvo v Varnostnem svetu OZN Sloveniji odpira dodatne mehanizme, da se razen pobud, naprimer na področju svetovne podnebne politike, nemudoma aktivno vključi v diplomatska prizadevanja za prekinitev vojaških spopadov v Ukrajini. Obenem pa ji nudi priložnost, da sproži in podpre pobude za ponovno oživitev zamrlih mirovnih strategij. Ugledna Brandtova mednarodna komisija je namreč na začetku 80. let prejšnjega stoletja izdelala inovativen, obetaven in realen načrt sistematičnega in koordiniranega svetovnega procesa razoroževanja in nov koncept skupne svetovne in evropske varnosti. Slovenija ima sedaj priložnost, da v varnostnem svetu sproži pobude in akcije za začetek sistematičnega zmanjševanja vojaških izdatkov, za postopni, a vztrajni proces razorožitve sveta, najprej na področju množičnega, zlasti jedrskega orožja, in sproži pobudo za svetovno prepoved vseh zasebnih vojska, ki so v 21. stoletju morda največja moralna sramota človeštva in vodilnih politikov sveta. Naše izkušnje iz obdobja osamosvajanja Slovenije potrjujejo, da je bila potrebna tako oborožena obramba kot vzporedne diplomatske akcije, pogajanja za prekinitev spopadov. Vsaka vojna se je in se bo slej ko prej zaključila, zato je skrajni čas, da Evropska unija ob sedanjih ukrepih skupaj z drugimi vplivnimi državami na diplomatskem polju povzame ustrezne korake za prekinitev krvavih spopadov v Ukrajini, ki niso v interesu zlasti Evrope. Vojna ne poteka naprimer na ozemlju Združenih držav Amerike. Poteka sredi Evrope. Če kdaj, je sedaj skrajni čas za evropske mirovne pobude, skupaj naprimer s Kitajsko, Indijo in drugimi državami sveta. Generalni sekretar Organizacije Združenih narodov je med drugim, tako kot smo danes slišali, še nekaj drugega zapisal. Kot velika človeška družina smo se znašli pred perečo izbiro, ko se moramo odločiti za mir ali trajno ogroženost. Izbrati moramo mir. Spraviti pa se moramo tudi z naravo in ozdraviti naš planet. A vse več je resnih dvomov o tem, ali je neoliberalni kapitalizem sposoben zagotoviti varno podnebje, socialno pravičnost in mir. V vsakem primeru je treba aktivno, kot posamezniki in pripadniki skupnosti, prispevati k zelo zahtevnemu demokratičnemu dograjevanju ekohumanistične družbe po vsem svetu in seveda tudi v Sloveniji, da bo postala miroljubna, socialno pravična, sistemsko solidarna in ekosistemsko odgovorna država. Sposobna pospešeno graditi in uporabljati učinkovite mehanizme za miroljubno razreševanje številnih mednarodnih problemov, za začetek globalnega procesa razoroževanja in hkrati ob zmernemu dvigu blagostanja za vse minimalizirati posege v občutljiv
in ranljiv planetarni ekosistem v svetovno ozračje. To smo dolžni našim otrokom in vnukom, če jih resnično imamo radi. Prepričan sem, da boste trajnega spoštovanja vredne veteranke in veterani Slovenije, ki ste tudi z orožjem branili pravico do svobode, ostali vztrajni in najbolj verodostojni glasniki miru. Če komu je vam treba verjeti, da je mir največja dobrina in največja svetinja, ki pa ni sama po sebi dostopna. Za univerzalni mir povsod po svetu se je treba vsak dan aktivno prizadevati. Zato smo danes tukaj in bomo tudi jutri. Hvala za pozornost in hvala za povabilo.